Zdravljeni, a ste že kdaj slišali stavek? Ja, kaj bojo pa ljudje rekli? Ali pa, ja, kaj bojo pa mislili drugi ljudje? No, če ste nekje moja generacija, ali pa malo mlajši, malo starejši, ste sigurno slišali ta stavek vsaj enkrat v življenju. Ja, programiranje. In v glavnem, kaj si bodo mislili ljudje? Nekaj si bodo vedno mislili, se vemo. Za dobrim konjem se vedno kadi in to pomeni, da če nekaj delaš, kar ni v okvirih, bo nekdo kazal s prstom za tabo ali pa na tebe. V glavnem, pa kako iz tega ven? Kako narediti drugače? Ja, programi. To je moja strast, veste, odkrivanje podzavestnih programov, zato ker vse to, kar se nam dogaja, je vse povezano s podzavestjo. Jaz sem opazovala svoje življenje in večkrat, recimo jaz bom zdaj že 32 let prodajala vitamine, se je tako zgodilo, zdaj z odločenostjo bom nekaj spremenila in sem začela pač na neko silo delati nekaj, kar je privedlo potem do tega, da sem se od tega trudenja oziroma od tega napora utrudila. Ampak vedno znova se je zgodilo tako, delaš in te nekaj potegne nazaj, kot neka nevidna elastika. Kot bi nekaj je odzadaj. No, in ko sem opazovala svoje podzavestne programe, sem prišla do zaključka, da recimo eno od teh mojih programov je povezan bil s tem, da imam potrebo, oziroma sem imela potrebo, da se vedno počutim žrtev. Potrebo sem imela tudi to, da se počutim zlorabljeno, izrabljeno, na nek način izkoriščeno. No in potem, ko opazuješ to, pa si rečeš, jaz tega nočem, to ne želim, da se meni to dogaja, pa še vedno se ti dogaja. No in če vidite, da se vaše življenje nekako cikla, namesto da bi bil nov cikl, mogoče bi bilo pametno iti pogledati, kaj se dogaja v vaši podzavesti. No, seveda to naredite z mišičnim testom, to je najbolj enostavno, in zdravilno molitvijo dekodiranja to počistite, te kode, ki vam povzročajo težave. Ampak ena stvar, kar pa se moramo zavedati, ta slovenski program, ker mislim, da tukaj v Sloveniji še bolj pogost kot nekje drugje, kaj bojo pa ljudje rekli? No, to sem jaz slišala, mislim, da glih v soboto. Moj oče je bil na obisku. In sva se nekaj pogovarjala, pač o sosedih, pa reče, če prideš v vas, veš, je boljš tako, se skloniš glavo dol, samo da so sosedi zadovoljni. Sem rekla, lej, to je že lepo, ne, pač, ampak ne za vsako ceno. Ne za vsako ceno. In mislim, da se tukaj imamo kar nekaj naučiti vsi, tisti sploh ženske, ki smo preveč v tej ustrežljivi energiji, da jasno pokažemo, kje so meje. No, zdaj pa mogoče ena ideja za vse tiste, ki ste v klubu tajnic. Danes sem se dogovorila, da bomo 21. marca bo seminar Društva tajnic in bom tudi tam predavala. V glavnem, in sva z organizatorjem danes govorila o tem, kako so to, recimo te tajnice, ustrežljive ženske, ki pogosto pozabijo na sebe, na svoje potrebe, na to, da imajo one tudi svoje potrebe in svoje hormone. In kaj se potem zgodi, ko taka ženska gre v jezno energijo? Zdaj pa pomislite, eno je strah, kaj bojo ljudje rekli, drugo je pa ta potlačena jeza, ker si vsem na razpolago, vsi samo jemljejo, ti tlačiš svoje potrebe in enkrat pride ta tiha jeza ven, in ko pride tiha jeza ven, pride v obliki vulkana. In takrat lahko je sprožilc luna, lahko je sprožilc, ne vem, se že nekaj zgodi. Lahko se pa zgodi, da to jezo niti ne usmeriš na ven, ampak jo usmeriš v sebe. No zdaj pa kako ženska to delamo? Na ta način, da začnemo tlačiti, v svoje telo nezdravo hrano. In kaj se potem s telesom zgodi? Se zrediš, narediš oblogo okrog svojega telesa in potem to tiho jezo usmeriš v sebe. In zdaj pa
Seveda, vse skupaj je pa potem povezano z ljubeznijo do sebe. Kako se tega naučiti? Postavljati jasne meje, se požvižgati na to, kaj rečejo ljudje, ker tako ali tako ne moreš na to vplivati, in biti v svoji samozavesti. In da vse skupaj usmeriš v drugo smer, kje začeti. No, moja pot je bila zanimiva. Ko je bila moja ta mala hčerka stara, majčkena je bila, dojenček, sem brala knjigo Louise Hay, Moč je v tebi, in notri piše, pač če ste brali Louise Hay, točno veste, da piše, da tudi ponavljaš pred ogledalom, rada se imam in se cenim, ali pa če imaš preveč kilogramov, si govoriš, vitka sem, vitka sem. No, kakorkoli. Jaz sem preizkusila to, ker pač včasih Janja po noč jokala in namesto, da bi igrala žrtev in mlinčkala po svojih možganih, tako sem sama, noben nič ne naredi in tako naprej, in ta otrok se dere in tako naprej, sem lepo prakticirala to pozitivno mišljenje. Se pravi, vsakič, ko sem šla mimo ogledala, sem rekla sama sebi, rada se imam in se cenim. No, da vam povem zdaj trik, da bo to hitreje šlo v vašo podzavest in da vaš ne protestira, vi rečete vsakič, dovoljujem si, da se imam rada in se cenim. Ker če date prej, dovoljujem si, da se imam rada in se cenim, se naenkrat zgodi, da se v vašem zavedanju nekaj sproži. Pač ta ljubezen do sebe. Zdaj, to želim vmes razložiti še. Ker če mi gremo po knjigi Louise Hay, notri pač so pozitivne trditve, o katerih pač ponavljaš. In so kasneje pogruntali, da test variabilnega srčnega utripa pokaže, da če ponavljaš neko trditev, v katero ne verjameš, recimo, če imam jaz 150 kg in vsakič pred ogledalom sama sebi rečem, suha si, čudovita si, mi bo neglasek v možganih rekel, pa daj, halo, poglej se v špegel, komu lažeš. Ali pa enako, če preberete v knjigi Skrivnost, notri je nasvet, da če si brez denarja, se postaviš pred ogledalo in si predstavljaš in si ponavljaš, kako si bogat. Ampak, če si brez denarja, ti bo zavestni rekel, pa halo, komu lažeš, pač ne moreš plačati niti računov. A je to tako? Zato je boljša knjiga, niti ne vem, ki jo imam v moji knjižnici, ampak v glavnem zelo dobra knjiga, Skrivnost milijonarjevega uma, kjer avtor govori o tem, da si govoriš, občudujem vse bogate ljudi in tudi sama postajam vedno bolj bogata. Zdaj, če to damo na postavo, občudujem vse vitke ljudi in tudi sama postajam vedno bolj vitka. No, ne vam povem, da bom po novem letu, zdaj nimam še na internetu pripravljen, ampak imam idejo, naredila bom tečaj hujšanja. Ampak ukvarjali se bomo s podzavestjo, ukvarjali se bomo s čustvenim prehranjevanjem, kaj tlačimo v sebe, zakaj rabimo oblogo, zakaj ne zmoreš pač stopiti od večne maščobe, oziroma zakaj se ti dogaja, da vsako leto samo povečuješ svojo oblogo, se pravi nekaj v podzavesti, kar je treba počistiti. No in s tem se bomo ukvarjali, vam bom povedala še, ko bom imela pripravljen več informacij. Ampak zdaj, če gledamo, da naša podzavest je povezana s čisto vsem. Se pravi, s tem, kako finančno stojimo, kakšne napredke delamo v življenju, kakšne projekte delamo v življenju, a si upamo, a si ne upamo. Vse to je povezano s podzavestjo in vemo, da s podzavestjo je povezano tudi naše zdravje, ker telo je samo zemljevid naših čustev, čisto nič drugega. In ko mi počistimo naše podzavestne programe, se avtomatično spremeni naše telo. Avtomatično. Zato, ker je pač naše telo je samo zemljevid, kaže, kje smo. No, v glavnem. Zdaj pa, če gremo nazaj na vprašanje, kako počistiti strah pred sodbo ljudi. Glejte, če ste bili v mladosti programirani na to, da so vam neprestano govorili, bodi pridna, naredi šolo, najdi si varno službo, je skoraj 100%, da boste
ostajali nekje, verjetno nezadovoljni, zaradi tega, ker ste v neki škatli, iz katere ne upate izstopiti, ker potem mogoče ne boste več pridna punčka in mogoče zaradi tega ne boste vredni česa, pohvale, ljubezni in tako naprej, ali pa denarja. Glejte, kakorkoli, vsi imamo neke podzavestne programe, vsi smo bili v mladosti programirani na to, kako mora biti, da ne govorim o tem, kaj naša duša predeluje od daleč nazaj, še iz časa Atlantide. Verjemite mi, nosimo take zapise s sabo, da človek ne more verjeti. Recimo, ena gospa je enkrat prišla k meni na svetovanje, toliko sem se smejala, ker je bil njen podzavestni program je bil, ne more imeti vse pod kontrolo. In ona je pač kontrol freak. Vse more kontrolirati. Moža, otroke, preverja, pač planska. In njen program je bil, moram imeti pod kontrolo Boga, ker tale stric dela res take bedarije, da ga je treba kontrolirati. Mislim, si lahko predstavljate, v kakšnem stresu je ona. Če more še Boga kontrolirati in mu res ne more zaupati. In logično, tak človek ne more iti naprej, zato ker je ves čas v nekem krču in enostavno ne naredi v življenju nobenega koraka. No, potem pa zadnjič sem pa z eno gospo govorila, ki je pa zbrala pogum in pustila službo. In to je super, jaz vsakmu čestitam. Ne nazadnje, jaz sem sama tudi pustila službo in zase govorim, to je ena od boljših odločitev v mojem življenju, da sem se odločila, da ne bom več delala za rešetkami. Pač hodila sem v službo v Domel in zdaj niti ne vem več, če je še vedno Domel za rešetkami, ampak mislim, da je še vedno. In te rešetke so mene tako močno motile, da mi je bilo tako, kot da hodim v nek zapor. Zdaj jaz to vem, zakaj mi je bilo tako hudo v želodcu, zakaj me je tako želodec bolel, ko sem hodila v službo. Ta del, da sem nekje zaprta, to meni ne gre skozi mojo zavest. Rabim imeti svobodo, moram občutiti svobodo. Jaz potrebujem za svoje dobro delovanje občutek, da sama kreiram svoje življenje. No in zdaj, če imate vi mogoče že ta občutek, da ne morete več hoditi v službo, da bo treba nekaj spremeniti. No, potem, ko začne pa človek delati korake za sebe, se pa seveda sprožijo vsi programi za nazaj. In ti programi za nazaj so povezani iz tega življenja, se pravi to, kar sem rekla. Bodi pridna, naredi šolo, najdi si varno službo. In če ste to poslušali, boste mogli iti najprej to počistiti, ne ti programe vaših staršev. No, naslednja stvar so pa programi vas kot duše. Lejte, verjemite mi, da vsak od nas pride kot duša v točno pravo okolje, da bo predelal točno prave lekcije. Točno to, kar imamo za predelati. In če vas je strah izpostavljanja, če vas je strah obsojanja, če vas je strah mogoče sramotenja, mogoče predelujete čas srednjega veka, ko so žgal čarovnice in kakor je bilo nekdo, ki je mehen štrlev iz povprečja ven, je že gorel. In po večini ženske. In to pomeni, da če imate to v vaši podzavesti, ta zapis duše, v tem življenju boste skoraj sigurno nekje obtičali, skrbeli za to, da ja ne boste vidni, da ja ne boste pokazali, kaj znate. Po eni strani boste hrepeneli potem, po drugi strani pa ne narediš nobenega napredka. No, in zato delam in šolo, in tečaje, in na koncu koncev zato pišem vse te moje knjige, zato da greš počistiti podzavestne programe. No, zdaj mogoče pomisliš, katera knjiga pa bi bila iz te moje serije žurov res za vas, ki mogoče delate prve korake. Zelo veliko pomoč vam bo, no, kažem stavk, zelo veliko pomoč. Veliko pomoč vam bo knjiga Ko ima življenje žur, druga polovica knjige. Zakaj? Zato, ker tukaj noter začnimo pri intimnem odnosu s seboj. No, kakšen intimen odnos imate vi s seboj? Kaj je intimen odnos s seboj? Eno je, kako vi govorite sami s seboj.
Vi sami seboj lahko govorite ljubeče. Aha, naša Ronka govori očitno nekaj. V glavnem, a lahko sami sabo govorite ljubeče? Druga zadeva, kako gledate na svoje telo? A zmoreš sama sebi reči nekaj dobrega glede svojega telesa? Ne nazadnje, kako sprejemamo staranje, ker vsi gremo v isto smer, vsi. Kako zmoreš sprejeti to, da pač leta se nabirajo? No in kdor ima težave recimo s korensko čakro, kaj se bo zgodilo na stara leta? Zdaj tukaj govorim, ne vem, verjetno čez 50, 60, 70 let, mislim, ko imaš 70 let ali več. Korenska čakra so kolki, se pravi, to so temeljna prepričanja, kdo jaz sem. In kdor ima temeljna prepričanja malo pomešana, na stara leta, lahko tudi že prej, ima težave s kolki. In to pomeni, da je kar naprej vnetje kolkov, težave s gibanjem in še večje težave potem kasneje postanejo, ko se ljudje začnejo premikati kot račke. No, zdaj pa poglejmo, kaj lahko v tem primeru naredite, če imate že težave s kolki. Prva stvar, vzemite knjigo, ko imajo čakre žur, in začnite delati po tej knjigi. Ko imajo čakre žur, korenska čakra, in poglejmo temeljna prepričanja. Globoko v duši nosim spomine zlorab svojih babic. Pa bi rekel, ne, pa se kako lahko energijski zapis oziroma zapis po koreninah družinskega debla vpliva na mene? Lahko. Zapisi se prenašajo 9 generacij. In če je v vaši družini se kaj takega dogajalo, kar piše Milena Miklavčič, je velika verjetnost, da imate zlorabo ženske energije v družinskem zapisu. To pomeni, da je čas, da vi greste to počistiti. Globoko v duši nosim potrebo po obsojanju drugih. Če se je pri hiši vedno upravljali druge ljudi, kakšni so drugi ljudje. Oziroma, imam potrebo potem, da jaz sama sebe obsojam. Da vedno znova sama sebe pribijam na križ. No, tukaj se mi sicer pri spolni čakri odprl, ampak moramo razumeti, da spolna pa korenska čakra tvorita energijsko posodo. In vsi te zapisi po koreninah družinskega debla, zapisi, kar so se dogajalo v preteklosti in vi kot duša, kar imate za predelati, če ne boste tega predelali, ne morete narediti korakov naprej. Ne morete, ker je kolki so povezani z življenjsko energijo premikov. Hkrati tudi to vpliva na, ta energija vpliva na kolena, se pravi, če vas bolijo kolena, če imate težave z obrabo hrustanca. Katera čakra vam ne dela? Ja, spolna pa korenska. Seveda lahko ogromno naredite s tem, da dodate omego, pa C vitamin, pa zvečer aminokisline, v tem primeru recimo vzamete Pro-Vitality Plus, pa šejke, seveda lahko, ampak dokler imate na tem energijskem delu zapis zlorabe, pač lahko blažite z vitamini, ampak težava ne bo izginila. Začnite čistiti podzavest. Recimo, pojmo še na podzavestno, sramujem svojega telesa, recimo to je korenska čakra. Zavračam svoje telo, sramujem se svoje spolnosti. Vse to je povezano s temeljnimi prepričanji. Ali pa recimo zapis temeljnega prepričanja je tudi povezan s tem, če so pričakovali fantka in rodila se je deklica. Tudi to je nekaj, kar vpliva na korensko čakro. Korenska čakra pa vpliva na energijo celega telesa, na vaše življenjske premike in predvsem, spolna pa korenska čakra tvorita bazen energije in potem po hrbtenici navzgor, reče se kundalini energija, gre v možgane, napaja z energijo možgane in vašo ustvarjalnost. Kako vam bi najlažje pomagala? Leta, veste kako? Jaz v okviru moje šole delam meditacije in te meditacije vam bom dala spodaj povezavo. Za nekoga, ki ne bi bil vpet v neko vsak teden, v sredo sem tam prisoten,
se lahko upišete ali v tečaj, ki ga bom zdaj delala, zdravega hujšanja, kjer bomo predelovali podzavestne programe glede telesa, ali pa vzamete meditacije in pač sistematsko delate 1 do 2 meditaciji na dan, zato da počasi greste čistiti temeljne programe in delate enostavno po knjigi, ko imajo čakre žur. In uporabljate te meditacije, pride pa 35 € na mesec in imate tam res vse meditacije za povečevanje osebne moči, za rezanje eteričnih vezi, za odpuščanje, za čiščenje korenin družinskega debla. Se pravi, vse meditacije, ki jih delam v okviru moje šole, jih zrežem in jih potem dam tudi v ta portal, kjer jih lahko pač enostavno uporabljate. Tako da, glejte, sodba, začeli smo ta video, kako počistiti strah pred sodbo ljudi. Tako da začneš delati na sebi in ko zgradiš dovolj svojo vrednost in svoja prepričanja, se dejansko požvižgaš na to, kaj rečejo ljudje. Ne, gre se za to, da se postavite vi kot duša v svojo moč in da vi stojite v svoji moči in da ste vi najboljša različica sebe. In kaj rečejo ljudje? Glejte, tisti, ki imajo največ sranja, bojo kazali, se bojo ukvarjali z drugimi ljudmi. Zato, ker tisto, pač, da tam noter pi, zato, ker je njihova bolečina prevelika in je bolj varno se ukvarjati z vašimi težavami, kot pa da bi enostavno šli v tišino in se začeli ukvarjati sami s sabo. Ja, tako je življenje, ne? Vi pa delajte na sebi. Ne se ukvarjati z drugimi, ukvarjajte se s sabo in boste videli, kaj se bo vse spremenili. Ko boste vi počistili pri sebi svoje podzavestne programe, to bo vplivalo na vaše otroke. Hkrati bo vplivalo to na otroke vaših otrok, se pravi na vaše vnuke. Ker celični spomin se prenaša in če pogledamo eno stvar, čustva, ki sem jih jaz doživela v času nosečnosti, so se zapisali na moje otroke in se pravi, ta čustva se, če jih jaz ne počistim in če moji otroci jih ne počistijo, se potem avtomatično prenašajo na naslednjo generacijo. In zato je tako pomembno, poglejte, če se vam nekaj dogaja in sploh ne veste, zakaj se mi to dogaja, in mogoče povezano lahko s čustvi, ki jih je vaša babica občutila v času nosečnosti, ko je nosila vašo mamo. In to je bilo lahko v času 2. svetovne vojne, kjer je bilo ogromno strahu, kjer se niso upali, ker niso vedeli, kako bojo preživeli. In mogoče zdaj vi predelujete nek strah, oklepanja in se bojite iti naprej. Zato, ker predelujete čustva svoje babice. Ker do zdaj tega nihče ni čistil. Ja, tako da vam dam od spodaj povezave in če vas pokliče, delajte na sebi. Glejte, je čas tak. Jaz prav čutim, tak je čas, da vsakega izmed nas kliče, prav naša duša kliče, naredi korak naprej. Pejdi naprej, počisti. En pač more. Enkrat mi je rekla ena gospa, je rekla, pa zakaj ravno jaz? Ne vem, zakaj ravno ti, ne vem, zakaj ravno jaz. Ampak jaz verjamem v to, da naša duša si izbere določene lekcije in te lekcije, ki jih izbere, so zapisani v akaških zapisih. Do teh akaških zapisov lahko dostopa vsak sam, ne rabite nekih bralcev akaških zapisov, ker verjemite mi, da ti akaški zapisi sploh niso daleč. Ti akaški zapisi so v energijskem polju vas. Nosite to knjižnico ves čas s sabo. Kako veste, kaj imate težave? Ja, tako da pogledate svoje telo in vidite, kje imate težave z zdravjem. In to je to. To so akaški zapisi. Ker vaša duša vam preko vašega telesa sporoča, kje imate naslednji korak. Tudi preko bolezni, kaj je vaš naslednji korak. Preko težavnih odnosov, kaj je vaš naslednji korak. In preko osvojimo lekcijo, lažje gremo naprej. In ja, glejte, verjemite mi, da ta svet duhovnosti, ki je okrog nas,
ko naredimo nek korak, angeli proslavljajo, stvarstvo proslavlja. Tako, ko bi nekdo navijal, uspel mu je, bravo, uspeli je. Delajte korake in če imate občutek, da ste nekje obtičali, pejte pogledat korensko čakro, pejte pogledat vzorce vaše družine in to, kar vas moti pri vaši družini, naredite korak naprej, ker je dovolj ciklanja. Res verjamem v to, da zdaj smo pa res že tam, da je čas za drugačen cikl. Res smo že tam. Ker rojeva se nova zemlja. Verjemite mi, da se rojeva, ampak starimi programi ne bo več šlo. Ne bo več šlo. Bo treba narediti kaj za drugačen svet. Tako da veselo delajte na tem in če vas kliče vaša duša po napredku, ne se upirati. Vse vemo. Duša, če ne razumeš na lep način ta njena sporočila, ti da najprej kakšno klofuto, pa če še vedno ne razumeš ta sporočila, ti da še kakšno opozorilo, če še vedno ne razumeš, ti pa da diagnozo kakšne bolezni, dokler ne sprevidiš, da bo treba nekaj narediti drugače. Pač ne se upirati spremembam, ker edina stalnica, ki obstaja v tem življenju, je sprememba. Takole, gremo še na kakšno pozitivno sporočilo, da vidimo karte prehodu v novo dobo, da vidimo, kaj vam stvarstvo sporoča. Za vse vas svetle dušice, ki gledate tale video, kaj je tisto, kar vam angeli, vaši vodniki, želijo sporočiti? Da vidimo. Prvo sporočilo, ki vam prišlo, je vaša intuicija. Vaša intuicija, ker vaša duša vam preko vaše intuicije sporoča, kje je vaš naslednji korak. No, dajmo pogledati, naslednja je prišlo naslednji korak, se pravi intuicija, karta 72, da vidimo. Karta 72, stvarstvo te vodi tja, kjer je najbolje tako za tebe, kot za vse druge. Vodniki ti šepetajo in sporočajo, da je vse v redu. Prepusti se vodstvu. Čeprav ti ta trenutek še ni jasno, zakaj in kako, zaupaj. Bolj kot si v miru sama s seboj in svetom, bolj jasno zaznavaš sporočila. Hrup in nered v tvoji glavi blokirata jasnost sporočil, bodi mirna. Glejte to karto, intuicija je tako dotok novih misli. Potem naslednja karta je naslednji korak, 47. Tebi pripada sreča, zaslužiš si jo. Zaslužiš si ljubezen, zaslužiš si izobilje vsega dobrega. Narediš lahko samo en korak naenkrat in to je dovolj. Zaupaj. Vse, kar mora priti v tvoje življenje, prihaja samo in lahkotno. Naslednji korak. No, in naslednja karta je pa prišla 20. 20 je pa karta, da vidimo, poštenost. Resnica je ena, vedno in povsod izražaj resnico. Tudi če nihče ne ve, ti veš, tvoja duša ve. Nobeno dejanje ni vredno, da te bremeni, in noben odnos ni vreden, da ga tajiš. Dovoljuj si sprejeti svoja resnična čustva. Dovoljuj si biti resnična. To je poštenost do sebe in to je temelj do vseh odnosov. Ja, tale poštenost. Ta karta se nanaša tudi na resnico, če si v nekem odnosu, kjer ni več ljubezni. Zdaj to je lahko poslovni ali pa osebni odnos, je poštenost, če ni več ljubezni, ni več ta prave energije, je treba narediti korak. Ker tam, kjer ni ljubezni, to je strupena zemlja. In v strupeni zemlji vsi umrejo, otroci umrejo, projekti umrejo, vse zamre. To ni tvoja pot. Tam, kjer ni več ljubezni, tam ni več poti zate. In ta poštenost je povezana s tem, ker mnogi ljudje poiščejo neko vezo, neko skrivno vezo, neko varanje. Ampak verjemite mi, da varanje v nobenem primeru ni zdrava zadeva. Ker to je samo beg nekam, kjer ni nič dobrega. To varanje
pomeni, da nisem pripravljen slediti svoji duši, nisem pripravljen delati spremembe. In glejte, tudi če ta trenutek ste v nekem odnosu, da ste trije v odnosu, pač narediš neko odločitev, tako ali drugačno, ampak hkrati je pa lahko tudi priložnost kot nek alarm ali pa neka spodbuda za vaš partnerski odnos, da greste naprej z neko resnico. Pač resnica. No, da vidimo še tele. Tule imam še karte. Ošutove karte. Jaz obožujem te kreacije, te slikarke, ki je naslikala te karte. Res so neverjetne kreacije. No, da vidimo. 3 karte. Prva je prišla ven iz hipa v hip. Navzočnost. Ta tretja je ledena osama in upočasnitev. Da vidimo še dodatno, je pa vsi smo svet. No, v glavnem, poglejmo tole iz hipa v hip. Bodite pozorni na svoja občutja. To je ta karta. Se pravi, ko si ti v povezavi s svojimi občutji, ti zaznaš, kaj je zate dober, kje si v ravnovesju, kjer si izven ravnovesja. Se pravi, povsod, kjer ti veča energijo, tam je ta pravi prostor za vas, za tebe. Kjer oveneš, kjer se skriješ, kjer se stopiš, ne, ni ta pravi prostor za tebe. Ledena osama je povezana s tem, da se pač včasih moramo iti malo v samoto in dovolj, da pač pridejo naša čustva ven. Da si priznamo, pač občutim to, v redu je. Glejte, jaz govorim za sebe. Ko sem bila še poročena, je šla še z mene misel. Sovražim tega pač mojega moža. Veste, kako je bilo to zame eno tako kruto spoznanje? Kako, ne, jaz ga ne sovražim. Ga ne sovražim, ker kdor sovraži, je slab človek. Takrat še nisem razumela, da vse to izvira iz preteklih življenj, da imava zelo močno karmično vez, da je bilo to nekaj povezano s tem, da sem se jaz začela postavljati v svojo moč, ampak ne v agresijo, v borbo, ampak v to, da enostavno rečeš, tega ne dovoljujem več. Dovolj. Gre se za to, da sem se jaz skozi ta odnos učila ljubezni do sebe. In to je v redu. Upočasnitev vašega tempa. Veste, mnogo ljudi mora biti na vsaki pasji procesiji zaradi tega, da se izogne svojim čustvom. Povsod, samo da nekam gre, nekaj se dogaja, samo da zbeži. Zato, da se ni treba ukvarjati s svojimi čustvi. Ampak, ko pridemo do tega, da se začnemo ukvarjati s svojimi čustvi, ja, to je pa mogoče minsko polje, kjer je boljš ne hoditi. Ampak slej, ko prej nas duša pripelje do tega, če ne drugače preko bolezni, da moraš iti pogledati tudi minsko polje čustev. In naslednja ta dodatna karta je pa prišla, vsi smo svet. Vsi smo svet, gre se za to, da radostno plešeš svoj ples. Zdaj pa pomislite, ko nas bo vedno več, ki plešemo radostni ples, kako je lahko zemlja drugače kot radostni kraj bivanja? Glih to je cilj, ko nas bo vedno več takih, ki plešemo radostni ples svojega življenja, drugače ne more biti, kot da je več pozitivne energije. Tako da, ja, zdaj smo v posebnem obdobju, ko je čas, da počistimo tisto, kar nas bremeni. Pejte pogumno delati ta čiščenja, pomagajte si z orodji, ki jih imate na dosegu roke, boste videli, čudeži se dogajajo. Ampak res, čudeži se dogajajo, verjemite, tudi v vašem življenju se lahko zgodijo čudeži. Ja, samo dovolite, da se naredi majhen prostora za to, da se lahko kakšen čudež še materializira. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, verjemite mi, da stvarstvo ima načrt za vas, da vas želi poslati naprej, da želi, da naredite korake. In včasih, ko dobimo darilo, kakšno težko preizkušnjo, tudi to je neverjetno, tudi to je potrebno za naš napredek,
ker prav preko takih izkušenj postajamo bolj žlahtni. No, v glavnem uživajte in delajte na sebi.